Živijo, Luka iz Skin Vitala tukaj. Zdaj si bomo pogledali vaje, ki so primerne za srednjo fazo patelarne tendinopatije. Se pravi, to so tele težave takole od pogančice navzdol. Začetno fazo si lahko pogledate v tistem prejšnjem videu. Ok, zdaj pa pogledala kar ta prvo vajo, pa pokazala zrco. Šli bomo tele bolgarske počepe. Lepo, se pravi, dinamične ponovitve, tekoč tempo. Tukaj v srednji fazi, za razliko od začetne faze, ko so bile obremenitve bolj statične, smo bolj zadrževali, tukaj že prehajamo v bolj dinamične izvedbe. Se pravi, nočemo biti preveč sunkoviti v izvedbah, se pravi, da bi preveč cukali pri teh spremembah, ampak lepo tekoče izvajamo, pa kar naredimo to do ene zmerne utrujenosti. Ok, pa gremo zdaj kar na drugo vajo. Še zmeraj bojo zelo prav prišle razne podporne zadeve. Ena taka zadeva je lahko tudi recimo mrtvi dvig, pa gremo kar, se pravi, prikažemo, tako, pa dvignemo gor. Lahko so, se pravi, neke klasične variacije mrtvega dviga, lahko so romunske variacije. Vse živo, se pravi, kjer bomo izrazili malo bolj kolčno dominantna gibanja. Tukaj ste lahko zelo svobodni pri izbiri vaj, to je zgolj eden od primerov. Ok, pa gremo zdaj kar na naslednjo zadevo. Zdaj bomo pa pogledali si še tudi dve vrste skokov do skokov, ker mi hočemo sprožiti adaptacijo, se pravi prilagoditev tele tetive na obremenitev, se pravi, da se bomo zopet lahko premikali malo hitrejš, pa bo zdaj začela v bistvu z vzponom na prste pa doskokom na eno nogo. Ja, ker iz tega pa doskok na eno. Se pravi, tukaj delamo še brez skoka, ampak samo iz tega dvignega položaja, potem lepo doskočimo na eno nogo. Se pravi, tukaj že prilagajamo, adaptiramo naše koleno na malo hitrejše obremenitve. Zdaj, naslednja taka stvar bodo tudi vezani taki submaksimalni skoki, pa naredimo kar par teh vezanih skokov. Tako, tukaj ne rabimo skokati še pretirano visoko, tako kot zdaj Irca izvaja čisto ok, se pravi, ne govorimo o nekih maksimalnih višinah, ampak zgolj ponovimo neki ponovitev, tako da adaptiramo naše koleno že na te obremenitve gor-dol pri malo večji hitrosti. Zdaj, zadnja taka stvar je pa tudi zelo v redu za samo koleno, da sproža zadostno adaptacijo, je pa recimo izpadni korak naprej. Ta variacija izpadnega koraka bo manj primerna za začetno fazo. Na začetku boste tukaj sigurno čutili bolečine. Ko pa vidite, da se zadeva malo umirja, se pravi na začetku bojo mogoče to bolj prisotni neki izpadni koraki nazaj, pa dajte prešaltati tudi na izpadne korake naprej z odrivom nazaj, ker na tak način zelo lepo obremenite tole patelarno tetivo in jo s tem tudi prilagajate na obremenitev. Evo, to je bilo nekaj primerov vaj iz srednje faze. Če bi imeli še kakšno vprašanje, nam kar pišite, pa bomo našli rešitev za vas.